S kitkom v svet pravljic. Radio Sora z vami v današnjem torkovem popoldnevu, 17:30 je ura in čas je, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo knjižničarka Ana Marija Miklavčič iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prebrala grško ljudsko pravljico Osel, volk in lisica. Pred davnimi časi, takrat, ko ni bilo še niti naših staršev, niti starih staršev, se je volk odpravil zgoraj v dolino. Zagledal je velik pašnik, na pašniku drevo, v senci pa osla, ki se je pasel. Kaj vidim? Kosilo, si je rekel. Samo nekako ga moram pretentati. Popraskal se je po glavi, pa mu nič pravega ni padlo na pamet. Zato si je rekel: najbolje, da stopim k lisici. Ona ve za vse zvijače, gotovo se česa domisli. Res je stopil do lisice. O, sestrična, je pozdravil. Tako pametna si, tako zvita, prosim, priskoči mi na pomoč. Nedaleč stran se pase osel, pod drevesom muli sočno travo. Domisli se nečesa, da ga pretentava in pojeva. Lisica se je popraskala po glavi in takoj se ji je posvetilo. Veš, kaj je rekla? Kupi čoln, nanj natovori olive in se pripelji v najbližje pristanišče. Jaz pa bom stopila k oslu in ga prosila, naj bo najin mornar. Samo na čoln ga morava spraviti. Ko bomo daleč na morju, ne bo mogel pobegniti in takrat se zmeniva, kako ga bova pojedla. In res, lisica je stopila k oslu, začela je klepetati in ga je malo po malo prepričala, da postane mornar. Volk pa je kupil čoln, natovoril je olive in počakal v bližnjem pristanišču. Ko sta lisica in osel prišla, so se vsi trije vkrcali na čoln. Lisica je sedela zadaj, da je držala krmilo, volk je sedel spredaj in določal smer, osel pa je sedel na sredini in veslal. Bili so že daleč na odprtem morju, ko je lisica rekla: kako lep dan je danes, kako mirno je morje, ravno pravšle za izlet. Ampak morje je morje, ne moreš mu zaupati, vsak hip lahko podivja. Ja, prijatelja, vsak hip lahko utonemo. Zato predlagam, da se za vsak slučaj spovemo, priznajmo svoje grehe, pa bomo pripravljeni na smrt, če nas slučajno doleti. Najprej je k spovedi poklicala volka. Prišel je bliže, pokleknil, lisica pa ga je kakor duhovnik vprašala: povej mi, brat, katere grehe imaš nad sabo? Volk je sklonil glavo in rekel: le tega se spomnim, da sem nekoč na gori srečal ovce, celo čredo. Priplazil sem se bliže in zagledal jagenjčka. Najprej sem pospravil enega, potem pa še drugega. O, brat moj, je rekla lisica, to sploh ni noben greh. O tem sploh ni, da bi govoril, kakor ne o črvičkih, ki rijejo pod zemljo. Vse ti je odpuščeno. Prav, je rekel volk, potem bom zdaj duhovnik jaz, da se spoveš še ti, lisica. Reci, kakšne grehe imaš nad sabo? Lisica je pokleknila preden in rekla: no, bilo je poleti, že dolgo je tega. Šla sem mimo neke vasi in sem se spomnila na prijatelje, ki jih imam tam v kurniku. Mračilo se je, pa sem si rekla, da jim zaželim lahko noč. Stopila sem v kurnik in zbudila prvega piščanca. Pogledal me je in tako zavreščal, da sem zgubila pamet in sem ga pojedla. No, ker mi ni uspelo pri prvem, sem si rekla, da lahko noč zaželim drugemu. Še njega sem zbudila,
pa je spet zavreščal in sem spet zgubila pamet in ga pojedla. O, sestrična moja, to ni noben greh, je rekel volk. To sploh ni vredno besed, zato se ne bomo menili, kot se ne menimo za črvičke pod zemljo. Vse ti je odpuščeno. In sta se oba obrnila k oslu. No, osel, sta rekla, še ti si na vrsti, še ti se spovej. Osel je pokleknil in rekel, nekoč sem nesel velik koš poln čebule, korenja in zelja. Od njive do doma sem ga nesel, pa sem vmes začutil, da sem lačen. Pogledal sem nazaj in videl, da je iz koša ravno takrat padel zeljni list. Škoda, da zgnije, sem si rekel, in sem ga pojedel. Volk in lisica sta se spogledala in skočila pokonci. Kaj? Cel zeljni list si pojedel? In to brez kapljice olja in brez kapljice kisa. Kakšen greh, kakšen greh! Čudno, da se pod njegovo težo nismo potopili. Za kazen te bova požrla. Ampak to ni prav, je rekel osel. Vidva sta jedla piščance in ovce in zdaj me bosta kaznovala za en zeljni list. Veš, kaj je zeljni list? In to brez kaplje olja in brez kaplje kisa. O, kakšen greh! Požrla te bova in konec. Prav, je rekel osel, ampak preden me požreta, imam še eno prošnjo. Moj dobri oče mi je zadaj na desno podkev zapisal neki nasvet. Ko boš v stiski, ga preberi, mi je rekel, pa ga nisem še nikoli. Ne bi bilo prav, da grem s sveta, ne da bi se zmenil za njegove besede. Prosim, bodite tako dobra, naj mi jih nekdo prebere. No, prav, je rekel volk in stopil za osla. Sklonil se je k podkvi, da bi prebral, kaj piše. Takrat pa ga je osel tako močno brcnil, da je zletel v morje in utonil. Lisica je skočila za njim, da ga reši, pa je utonila še sama. In kaj je naredil osel? Za vesle je prijel in odveslal v pristanišče, prodal olive in postal bogat trgovec. Res? Saj sem ga videla na lastne oči.